V tokratni epizodi s podcasta je z mano Tomaž Mihelič, ki ga, jaz mislim, da še vedno večina pozna iz tria Sestre. Ampak ne samo to, še vedno je novinar, zdaj tudi pisatelj in pa diplomirani terapeut. Delovni terapeut. Živjo! Pozdravljena, hvala ti lepa za te uvodne besede in da nisi naštevala, da znam še, ne vem, kleklat, pa štrikat, pa Sej, bom iskrena, da sem že pri tem opisu razmišljala, a ne bi bilo dosti, če bi rekla Marlenc. Hvala ti, zlata Evica moja, hvala ti, res. Zdaj smo samo ljudje, zato imamo imena in priimke. Ne rabimo še vseh zraven pridevnikov in mask. To pa sploh, to pa smo se jih rešili, aleluja. Ja, tistih sploh, ampak teh življenjskih, ki si jih menjamo na obraze, pa ne? Včasih prav pridejo, ker so kake podaljšane roke, pa kakšna orodja, da se dokopljamo do željenih bodisi informacij ali nekih čustvenih stanj. Je pa res, da verjetno si imela v mislih te maske, ki so za pretvezo. Tudi ja, ali pa veš te maske, ki jih vsakodnevno recimo si večkrat nadenemo v smislu, zdaj si pred mano kot nekdo, ki je prišel na pogovor, potem bo šel mogoče v trgovino, bo spet, boš v neki drugi vlogi in te vloge nas lahko včasih mečkano zavedajo, če jih je preveč. Res je, hitro se človek zgubi, sploh v tem kaotičnem vsakdanu, v katerega tako radi rečemo, da so nas pahnile, ne vem, sistemske ureditve, ampak mi smo del tega sistema in vsak človek se lahko sam odloči, a bo temu sledil. Jaz sem se milijon tisočkrat rekel, da ne bom več naročal hrane, na dom, zaradi tega, ker so se cene drastično povišale, količine pa drastično zmanjšale. In sem spet bil kreten in sinoči sem si spet naročil pico, ki je bila res smešno mala, tako kot ena mala palačinkica in nisem verjel, da sem pa za to odštel, ne vem, 16 evrov. Pa sem se rekel, kjer kreten, vidiš, kako padaš na te pasti, v katere nas lovijo, ker ljudje smo površinska bitja. Zelo, si ne vzamemo čas, da bi se poglobili. Ampak ko se pa človek odpravi na zelo dolgo pot in jo prehodi, pa se odmakne mečkano stran od tega sistema. Govorim seveda o Kaminu, govorim, da to ni še ena knjiga o Kaminu, Ja, prav je, da res ni še ena knjiga o Kaminu, tale moja rdeča 33-ka, ki izgleda kot, če jo takole pokažem, kot ena hišna številka. Ja. V bistvu je, ker to je hiša ljubezni, prijateljstva in pa ene take srčnosti, si upam reči, zaradi tega, ker govorimo o množini, čeprav sem se sam odpravil na to pot, ampak sproti spoznaval ljudi, ki so mi dali ogromno novih spoznanj. Tomaž, zakaj? Zakaj si se sploh odločil in rekel, zdaj pa grem? Ker se je en Gorenc v meni prebudil, pa je rekel, zakaj bi ti mogel dati toliko veliko denarja za dopust? Če lahko greš na Kamino, pa za malo denarja ogromno doživiš. Premalo obdarujemo sami sebe. In se mi zdi, da so izkušnje najlepše darilo. Sploh zdaj, ko smo v tem času, veseli december, tako radi rečemo, da je vesel, pa za marsikoga ni. Ravno zaradi tega, ker nas silijo v to, da bi bili veseli in pogoji so različni. In to veselje je ena taka hipna motivacija za naslednji korak. Bi pa bilo dobro, če bi se osredotočili na zadovoljstvo. To je pa eno tako daljše, kontinuirano stanje, ki ga pa dosežemo ravno s tem, da se odmikamo od teh hipnih impulzov, ki zadovoljijo neka pričakovanja. A bi lahko rekel, da je sreča kot takšna ta trenutek lahko, pa morda še naslednjih nekaj minut, zadovoljstvo pa je tisto, ki je, kot si rekel, daljše obdobje. To dvoje ne moramo ravno enačiti, Pa pogosto enačimo, Tako kot enačimo depresijo z utrujenostjo. Ali pa žalostjo. Tako je, pa žalostjo. Zdaj vsak reče, da je depresivan, potem pa vprašam, koliko si pa spala,
ali pa spal, vidim te tlele si na nogah. Če bi imel oziroma imela depresijo, se ne bi dvignila tudi po par mesecev. Radi zlorabljamo določena stanja, pa zdaj ta izgorelost tega tudi ne razumem najbolj, čeprav vem, da so določena stanja. Družba se spreminja, tehnologija nas na nek način ogonablja, sili nas v zelo hiter tempo. Zdaj, ko sem se pripeljal do tebe, sem videl, da ta puhalnik za listja, pa sem si mislil, zakaj to rabimo? Cela soseska je zbujena, ko to za laufa. To je tako glasno, to sproža tak stres. In zato, da je kaj narobe z metlo ali pa z grablami, pa da po nekem postopku, ki je dober tudi za telo, se tega rešimo in si mislimo, vse to je pa pripomoček, ta tehnologija nam bo pomagala. V bistvu pa zbuja hrup in še hitreje si recimo pravo delo in potem ti naložijo še več dela. In smo res kot tisti hrčki v kolesju. In vsi smo taki, ker nihče ni izvzeti iz tega kolesja. Zato je dobro, da premoremo toliko samokritike in si rečemo, zdaj si pa tudi ti bebec, daj skoč ven iz tega kroga in pet na sprehod ali pa pet na eno daljšo pot, se ne rabi biti ravno kamino, lahko je kako drugo potovanje. Prej si omenil, da se je Gorenc o tebi oglasil za to kamino, ker je takšen dopust, čeprav ne, če mu lahko ravno rečeva dopust. Je kar dopust. Je dopust? Je dopust, ja. Jaz imam rad aktivne oddihe in tukaj dejansko si vsak dan v drugem kraju, skozi pokrajine prečudovite se sprehajaš, jih zavonjaš, jih občutiš, vidiš vse. Saj veš, ko se pelješ kjerkoli, rečeš, kako je lepo, ampak to je spet tista sekunda, tiste sreče, ko to gledaš. Ko pa hodiš, že kolesarjenje je drugače, ampak hoja je najbolj naravno gibanje. In ko hodiš, to dejansko doživiš. Koliko časa si bil na poti? Tako kot je tale cifra, 33 dni, tudi 33 zgodb je noter. In jaz nisem čutil nobene razlike med siceršnjimi oddihi. Zaradi tega, ker jaz nekako svoje skrbi ali pa izzive, pomisleke sproti razčiščujem, sproti se z njimi soočam, zato da se mi nalaga čim manj krame. Tako da nisi v bistvu z nekim hudim nahrbtnikom stopil na to pot. Res je, je bil dokaj majhen, tudi tisti fizični, v katerem sem mu tudi namenil svoje poglavje, ker ne morem verjeti, da lahko en tak nahrbtnik zbašeš toliko stvari in da sproti ugotavljaš njegove zakonitosti, kako si ga še bolje namestiti, ker tudi to sem se naučil, kako si je res dobro namestiti nahrbtnik, ampak skozi tedne. In je potem dejansko lažje in je potem spet neka prispodoba, ko si te nahrbtnike nekako namestimo, tudi te čustvene, da lažje lahko potem z njimi upravljamo in lažje jih prenašamo. Se pravi, je majčkeno odvisno od človeka, od posameznika, zakaj gre na to pot in kako jo dojema. Zakaj te zdaj to tako sprašujem? Poznam kar nekaj ljudi, ki so šli, pa so opisovali, da so imeli hude krize vmes, da jim je bilo težko, da so razmišljali, zakaj se to sploh grejo. Potem so, nekaj potem tudi fizično, seveda so bolele noge, pa krvavi žulji in tako naprej. Ti pa v bistvu razlagaš bolj kot ne vse zelo z eno tako lahkotnostjo. Vem, da si že po naravi tudi majčken takšen, da ne delaš, bom rekla, neke drame tam, kaj jo ni, da gledaš na življenje zelo lahkotno, ampak vseeno očitno je pomembno, kako se človek in zakaj se odloči, da gre na to pot. Zato pa sem na odru. Jaz imam tam rad dramo, da se ljudje ob gledanju sprostijo. Zakaj bi ljudi obremenjeval z nekimi svojimi osebnimi dramami, če jih imajo že sami zvrhan nahrbtnik. In potem je lažje si porazdeliti to težo tega nahrbtnika, o čustvenem seveda govorim, o čustvenih bremenih. In nič ni toliko posebnega
o tej poti, da bi se razlikovala od drugih poti, je pa osebna. In vsak si jo vzame, kot si jo vzame. In nobena pot ni boljša, nobena pot ni pravilnejša. Ker rečejo, ja, čakaj, pa eni imajo telefon, pa skozi tam neki slikajo. Ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi poslikali? Se to ne pomeni, da nisi v tistem momentu. Se ti še vedno, se si cele dneve tam, se ti to vse vidiš, to je ti samo tisti utrinek. In meni je to zelo pomagalo, ravno zaradi tega, da sem imel potem te podobe, te slike, te barve, zvoke, toliko žive, da sem lahko potem bolj pristno in bolj detaljno opisoval določene prizore. Ker doživetja pa ostanejo in ponovadi se spomnimo, ko pogledaš eno fotografijo, ja, to se je pa to zgodilo. Veliko sem snemal video posnetkov, veliko zvočnih posnetkov sem si posnel, kot da bi vedel, da mi bo to koristilo. Ravno to, na poti še nisi razmišljal o tem, ko si hodil, jaz pa, ko pridem, bom pa napisal knjigo. Niti približno. Predvsem pa zaradi tega, ker sem šel na Camino, tudi zaradi tega, da se odmaknem od vsakodnevne rutine, ki je v mojem primeru pisanje, ker se ukvarjam z novinarstvom, in te črke počasi se zasitijo. In potem sem si rekel, ne. Jaz bom napisal en sestavek, ga bom objavil na Facebook profilu, zato da bom imel mir, da bodo ljudje vedeli, kje sem in da me pustijo pri miru, zakaj se ne oglašam, zakaj jim ne vračam klicev. No, potem se je pa šele usulo. To zanimanje, super, ker so pričakovali, da zdaj bom pa jaz vsak dan objavljal svoja doživetja. Se javljal, ne? Ja, in malo sem se, pa sem si pa rekel, ne. Spet sem v tem... v tem nekem kolesju pričakovanj, ljudem sem dal mogoče prst in seveda zagrabiš potem celo roko, želiš si še več informacij. Ja, in verjetno si se spet počutil, spet nekomu nekaj moram. Ja, in spet ta rutina. Ampak potem je pa Vesna Milek toliko časa nagovarjala in zgodila se je vmes še Afrika, ker sem pa potem šel na dopust, na Zanzibar. In tam spoznal ljudi, ki živijo v grozljivih pogojih, ki morajo s trebuhom za kruhom in mislijo, Zanzibar, tukaj bomo pa našli zaposlitev, da bomo lahko nahranili družino, ki je v večini primerov v notranjosti Tanzanije ali Kenije. No in jaz sem od nekdaj sanjaril, da bom nekoč posvojil kakega otroka iz Afrike, pa me je Madonna prehitela, pa jih je vse pograbila. Ampak pa še kdo in lepo je tako. Imam kar nekaj prijateljev iz Slovenije in družin, ki so rešile življenja na ta plemenit način. Jaz sem si pa brata posvojil, da tako rečem. Po svahilijsko brat se reče kaka. Kaka? Ja, se sem jim takoj povedal, kaj to po naše pomeni. In zdaj smo tako močno povezani, tista popkovina se je nekako prepletla med nami in zdaj čez par dni potujem za 2 meseca spet dol na to mojo, da tako rečem, misijo, kajti ko sem bil dol, sem se odločil, da določeni ljudje ne bodo tako več živeli, kot živijo. Ja, že takrat v bistvu se spomnim, ko si bil tam, si zelo veliko se tudi na to temo oglašal na socialnih omrežjih. Ja, zato ker sem želel angažirati ljudi, da bi mogoče s kakimi prostovoljnimi mini prispevki, prijateljem sem rekel, vsak ne da 10 evrov, če smo friend, pa bomo že veliko naredili. No, pa sem pa videl, da težko narediš zelo veliko, če ti en ozek krog ljudi nekaj prispeva, zaradi tega, ker so pogoji življenja dol zelo, da rečem, za razmer, v katerih živijo, pošastno dragi, kajti bel človek je dol prinesel korupcijo, od časov zasužnjevanja in kolonizacija, tiste res brutalne, ker so prišli v imenu križa in začeli pobijati in nekako pokristjanevati ljudi in v bistvu so vsa ta umazana dela prepustili njim, zato da jim lahko rečejo, vse so poglavarji, pa ti njihovi to delali. Ja, seveda, če ste jim vi obljubljali,
ne vem, zlata ravno ne, ampak orožje, Dobrine, dobrine, obleke, take stvari. Ne. Tako da je šlo za neko blagovno izmenjavo in zdaj se še vedno to dogaja. Ne. Belci imajo v lasti skoraj vse turistične namestitve. Tanzanija je zelo bogata z naravnimi viri, ima tanzanit, to je eden najbolj bogatih draguljev, ampak ti rudniki so vse v lasti Zahoda. Seveda tudi Kitajska je zdaj zelo močna, ampak Kitajska je prebrisano prišla z belo zastavico in jim ponudila, da jim bo ceste uredila, pa tudi kakšne železnice, njim pa povedala, da bojo vse to izpeljali do pristanišč, da bojo potem lahko lepo lažje in predvsem hitreje transportirali njihovo plastiko, ki je pa praktično povsod, ker Afrika se že sicer utaplja od naših evropskih smeti, ker vse, kar mi konzumiramo in zavržemo, gre velika večina v morje in potem to naplavi v Afriki. A pa tisti najbolj strupeni delci pa nasplošno grejo dol na določena odlagališča. Ne. In ko to enkrat vidiš, vsaj jaz sem tak človek, ne morem pogledati proč, in ko pa te ljudi spoznaš, je pa podobno, kot da veš, da en tvoj človek nekje trpi, je lačen, nima kje spati. In takrat se pač v meni sprožijo mehanizmi, da skočim, nekaj naredim. In sem se odločil, da ne bom več samo, da rečem, prosjačil za ta denar, da ga namenimo ljudem, ker dol je zelo, seveda izobrazba je vse, ne? In šolanje otrok je eden od temeljev, da lahko sploh razmišljamo o spremembi. In sem se odločil, da bi potem s temi izbranimi sredstvi lažje šolal otroke in pa skrbel za njihovo zdravstveno oskrbo, ker javno šolstvo, javno zdravstvo je katastrofa. Ne. Če nimaš denarja, te ne operirajo recimo za banalne stvari, ne, slepič ali pa ne vem, en moj Masaj prijatelj, jaz kar rečem moj, to pomeni, to je moja, tako da rečem moj brata, ne, ali pa moja sestra, se je nekaj poškodoval in mu je grozil pneumotoraks in ga niso hoteli operirati, on pa tudi ni mogel zdaj družina prodati tiste zadnje krave, od katere so bili eksistencialno odvisni zaradi mleka, ne, pa še otrokam malega so dobili. In je čakal na milost Boga, ker so zelo verni, in Bog pa mislim, da nima te moči, da ti bo uredil zdravstveno zavarovanje, kaj šele, da ti bo pomagal, in zato zaradi banalnih stvari umrejo. Ne. In takrat se potem pač skušam angažirati in za par 100 evrov se lahko reši kako človeško življenje. In da ne bom samo odvisen od tega mojega zavoda, tako rečem, bolj sem iz enega takega umetniškega ali pa rečemo uporniškega vzgiba ustanovil humanitarno-umetniški zavod Sestre Marlene, ki je spet malo rečemo temu, pa niti ne provokativno, ampak tako malo nagajivo, super izraz, hvala ti, nagajivo ime. In sem potem se odločil, da bi pa lahko jaz ljudem dal eno mojo izkušnjo, ki je ujeta v medplatnici, jo ponudim bralkam in bralcem in potem zbran denar lepo namenim za ljudi, ki to zelo, zelo, zelo potrebujejo. Tako da se zdaj odpravljam v Afriko, ker odziv zaenkrat je res nepričakovan. To sicer ni moja prva knjiga, ampak 2009 sem nekako spesnil izkušnjo Salome, ko je spremenila spol, dokončno operativno. Ne? In takrat je bil to en tak moj poizkus, izlet med literate. Ampak sem se potem na srečo, kako da rečem, izobrazil in tudi izkusil, pridobil na kilometrini in na širini jezika. Slovenščina je prekrasen jezik. No, je pa res, da je ta knjiga povsem tvoja, ker gre notri za tvojo osebno. Tako da zato pravim, da to je nek moj prvenec, pa vem, da mi Salome ne zameri. Ker je tudi njena knjiga zelo pomembna in sva imela čudovite rezultate. Malo manj za vnajen žep, zato ker so najo kar dobro po domače rečeno nategnili. Aha, ja, tudi to se dogaja. Ja, non-stop se dogaja, zato pa sem tokrat bil še toliko bolj pozoren. In zdaj te moram tukaj na tem mestu vprašati, zato ker vem, da si zagotovo kakšen takšen očitek
že dobil, ali pa ga nisi dobil, pa si je kdo samo mislil, pa ni izrekel. Zakaj Afrika, ko pa imamo pri nas tudi toliko otrok, ki potrebujejo pomoč? Super vprašanje in rečejo to, ja, in takrat me toliko stisne v prsih, ko si mislim, kako nesramno, kako belo, kako privilegirano, kako prozorno. A delimo na barvo kože, kdo je potreben pomoči? To pomeni, da ti ljudje niso nikoli nikomor pomagali. Pa ne gre se za pomoč, nikoli nikogar spodbudili. Ker jaz ne govorim, da komu pomagam, jaz spodbujam ljudi dol k boljšemu življenju. In seveda, kdo ob tej moji, ne vem, akciji, ob tej moji gesti, zazna, da so ljudje v Sloveniji izvzeti kakršnekoli pomoči. Ali pa manj potrebni, ne? Seveda, ali bolj. Ali bolj, tako. Mi se moramo zavedati, da velike organizacije izkoriščajo bedo v Afriki in drugod po svetu. Zaradi tega, ker bi jo lahko že milijon svetovnih lakot nahranili. Ja, in to vejo mali otroci. Sploh toliko let se že, ne? Seveda, zaradi tega, ker njim ni v interesu poštimati Afriko na nek način. Pa nasplošno, ne samo Afriko, ampak najdeti izvor tega problema. Ampak ohranjati te podobe teh lačnih otrok zato, da bojo v nas budili sočutje. Te podobe ne smejo v nas zbujati sočutje. Mi moramo biti sočutni že na ulici, ko nekdo ne more nesti, ne vem, kakšna gospa težkih vrečka, ne? Ne rabimo tam videti umirajoče, od lakote umirajoče otroke, ker zdaj, kje je sočut? Sej svet se prebuja in protestira, ampak v živo imamo prenos brutalne morije, ki se dogaja v Siriji in drugod po svetu, in tudi v Afriki. Ampak imamo občutek, da smo nemočni in da ne moramo nič narediti. Vsak lahko nekaj naredi, vsak lahko razmisli, kam bo dal svoj denar. Ker pri denarju se vse začne in vse konča. Ne? In kot sem že prej rekel, v tistem našem komfortu, ko si lačen, pa imaš telefon, pa imaš to možnost, da lahko z 2 klikoma si dostaviš pico na doma, ne? Če tudi je na drugem koncu mesta, bomo še vedno toliko neumni in površinski, da bomo ta komfort izkoriščali do trenutka, ko pa res rečeš, zdaj pa dost. Ko izbrišeš to aplikacijo in si rečeš, zdaj pa dovolj. In se to dogaja. In se ljudje prebujajo. In jaz sem tudi v Sloveniji dost angažiran. V Sloveniji mi imamo ogromno organizacij. Ti v Sloveniji lahko greš kam potrkati na vrata. Ti imaš sosede, ki kaj imajo. Dol pa cela plemena, cela vasi nimajo nič. Kam ne gre, komu se ne oni zatečejo po pomoč. In ne gre se zdaj za neko dokazovanje, ampak sestre smo takoj, ko smo prišli iz Eurosonga, dali na licitacijo naše svarovske obleke in zbrali ogromno denarja. In ga dali tistim, ki so potrebovali pomoč. Ta sočutje v tebi, oziroma ta občutek do sočloveka. Imaš občutek, da se je to v tebi, a si bil že kot otrok? Ja, seveda, vedno. S tem pač se rodiš in mislim, da je to v vsakem človeku. Ne? Je tudi kaj veliko vzgoja lahko k temu pripomogla? Absolutno. Moji starši so vzora, ne? Ampak ne s tem, da to moraš početi, ampak ko jih opazuješ, kaj oni počnejo. Ne? Ker zdaj, če starš govori, da ne smeš kaditi zraven, pa vleče kot parna lokomotiva, potem si lahko sebi pripiše, zakaj otrok začne že v osnovni šoli posegati po nikotinu. Tako da to je nekako v tebi, ampak je pa zelo tanka meja med tem, ko človek misli, zdaj tle bom nekaj doniral in to je to, jaz sem svoje naredil. To so pa tisti odpustki, ki si jih ljudje tako radi, bom rekel radi, tudi sebe bom dal med vse nas, ne glede na to, da se angažiram. Ampak nič narobe. Tudi s tem ni nič narobe. Darujte, dajte tistih
nekaj evrov, kolikor lahko, a ne, včasih reče za eno kavico. Vse kavica se podražuje, vse se podražuje in ne boste verjeli, dol v Afriki so določene stvari tako zelo drage, ko si misliš, čakajte, pa se vi imate svoj les, zakaj ga ne izkoristite? Ne smejo ga. Ne smejo, zato ker so državne pač direktive takšne, da ne smejo svojega lesa, zaradi tega, ker morajo kupovati kitajsko plastiko. In nimajo odvoza smeti, zato so primorani to plastiko kuriti. Torej sežigati. Vsak dan jim izključijo vodo in elektriko. Včasih ne veš niti po več dni, kdaj bo spet zasvetla luč, ne. Zato ne moreš imeti hladilnika, se moraš znajti. Kako pa je tebi bilo to težko ko si šel tja, iz tega domače razvajenosti, stran od pice, navaditi potem na to, da nisi vedel, kdaj bo luč, kdaj bo voda? Osvobojeno sem se počutil, zaradi tega, ker sem tega vajen, ker sem otrok 80-ih, ko je tudi zmanjkalo elektrike in so se prižigale svečke. Potoval sem po Indiji, zato da sem občutil to bedo in to kolektivno, masovno bedo, ne družina tukaj, družina tam, tako kot je v Sloveniji, ne? Da sem občutil to veličino skupnosti, ki pa se je zdaj v Afriki še potencirala, ne? Ker dol pa dejansko skupnost je sveta. Zdaj rekel si, da so to malo tvoji, da je to kot, lahko rečemo, da je to ena tvoja druga družina? Seveda, 3., 4., 5., jaz imam milijonenih družin. Zdaj jih je veliko, verjetno, ne? Ja, ogromno je teh družin, absolutno. In so me tudi starši tega mojega prijatelja sprejeli kot svojega otroka, ne. So rekli, zdaj si ti naš otrok. Ker ko sem jaz tja prišel v to zelenje. Kako pa so oni gledali na tebe res? Kot na božji čudež, ker so zelo verni in oni non-stop molijo za to, da bo kaj boljš, in potem se pojavi en belček, ki nič ne vzame, ampak prinese sabo, a ne? In jim je to čudno, zakaj bi tebi bilo mar za nas, če ponavadi nam samo vzamejo in še zasužnijo, dobesedno še vedno obstaja sužnje lastništvo. Sem ga tudi doživel na lastne oči strani belcev ali belke, v tem primeru, ne. Slovenke, ene Ljubljančanke, ki je z njimi delala kot, ne moreš reči žvalmi, zato ker žvalmi se lepše ravna. In pol skozi, tako v njihovem imenu govorijo, ona je prišla dol, da lahko te pogoje izkoristi za svoj biznis. Dala jim je pa drobce, zato da bo ona lahko preživela. In občutek, jaz se hranim moževe otroke, ker dol se večinoma belke, seveda se moraš nekako poročiti oziroma prideti v kontakt s kakim domačinom, zato da lažje zalaufaš svoj biznis. In obstajajo super Slovenke, ki imajo na Zanzibarju odlične posle, ne, in zelo lepo sodelujejo z tamkajšnjo skupnostjo. Obstajajo pa tudi take, ki si ne zaslužijo sploh naziva človeka, ne. Ker dejansko so, jaz imam občutek, kot da je to ena tista gestapo paznica. Pa si bil tiho ali si kaj rekel? Ne. Aktiviral sem se, sem spravil tega človeka iz tega strupenega okolja, ne, sem ga spravil po letu življenja na ulici, spet nazaj domov, čistega, oblečenega, s kovčkom upanja, v katerem so bili osebni predmeti, zobna ščetka, ne vem, brivnik, čista majica, spodnjice, celo sončna očala. To se mi je zdelo tako wow, kot en frajer bo prišel nazaj z novim telefonom, ker starši niso imeli pojma, da je on, ker se jim nič ni javilo, ker ga je bilo srama, ne, ker to dejansko pobegnejo od doma, oziroma pobegnejo. Drugega jim ne preostane, grejo s trebuhom za kruhom, ker to zelo zgodaj postanejo tudi sami starši, ne. Potem so ti otroci prepuščeni milosti in nemilosti njihovih družin, babic in dedkov. Zato večina teh otrok odrašča pri babicah in dedkih. In sem rekel, ne, ti ne boš v teh pogojih živel. Moje življenje, moja kvaliteta mojega življenja se ne bo nič spremenila, če bom del zaslužka namenil še nekomu. Pa zaradi tega se jaz, ko pravijo, kako dobro se počutiš, ko nekomu pomagaš.
Ne, jaz se ne boljše počutim, ko nekomu pomagam. Jaz se boljše počutim, ko vidim, da je nekdo boljše. To v meni zbudi tisti občutek nekega, ko se malo oddahnem, pa si rečem, vsaj za nekaj časa je sit. Pa zdaj, ko se vračaš sam? Vedno se grem in se vračam sam. To moja mama je zelo taka skrbna mati in potem ona to, kar po domače rečeno šizi. A ne, tudi na Kamino, ko sem šel, pa zakaj Kamino, zakaj nisi odlele po Sloveniji. Sem rekel, pa tu sem že marsikaj videl, pa težko grem za toliko časa, a ne, in se polje razumela, zdaj pa sploh kaj knjigo prebrala. Ne vem, zakaj dobivam vmes, ko te poslušam, en tak občutek, pa me popravi, če se motim, ampak Kamino recimo, pa zdaj Afrika in tako, kot da ti morda mečkano tudi paše ta pobeg nekam, kjer pa nisi nekdo, ki je nekoč bil na Eurosongu, pa nisi nekdo, ki je tukaj novinar, pa nekdo, ki ga lahko kdaj vidimo na odru, pa ga vidimo po televiziji in tako naprej, ampak tam si Tomaž. Se ti bila meni od nekdaj zelo, zelo všeč, to sama veš, da je med nama kliknilo že od prvega trenutka in vem zakaj, zaradi tega, ker si zelo čutna ženska, ker uporabljaš svoje darove od vesolja oziroma od narave, ki ti jih dajo svoje čutila, zato da zaznaš. In vidim, da se nisem zmotil, kar se ponavadi pri ljudeh ne. Hvala, zdaj pa nehi, ja. Se ponavadi pri ljudeh ne, ker točno to bi bilo tudi eno od vodil, zakaj tako rad grem. Grem zaradi tega rad, zato da sem lahko drugod po svetu samo in zgolj človek. Da se na mene ne lepijo vse možne etikete. In zato, da ko se vrnem, vidim, v kakšnem privilegiju živimo. Ker vsi mi tukaj, mi dva in vsi, ki naj jo gledajo in poslušajo, bi se s tleskom prstov lahko rodili nekje tam, kjer so pa pogoji življenja bistveno težji. Ja, ker recimo razmišljam, ko si bil mlajši, pa najstnik, vem, da nisi imel, bom rekla, najlepših šolskih dni, vem, da si imel zelo veliko, temu danes rečemo bullying. Ja, to tudi vidiš. Nek nov izraz in tako. Non-stop, zafrkavanje, vse imamo slovenske besede. V resnici je bilo tega že pred leti tudi veliko, samo pač mogoče se ni o tem tako zelo veliko govorilo, kot se danes. Ja. Pa vem, da takrat sem prebrala, da že takrat je kdaj beg pomagal, ampak takrat drugačen beg. Takrat si pač mogel teči za to, da po domač povedanih nisi faso, ti niso pretepala. Ali pa da se ti nisi stepil nazaj. Tudi to lahko poveva. Ja, seveda, ne. Moraš razviti ene sposobnosti branjenja. Moje so bile ponavadi z jezikom. Ampak ker nasprotniki niso bili tam tako močni, so želeli s pestmi. Jaz sem se pa bal posledic, udarcev. Mislim, tudi najbolj primitivno možno je. Jaz, ko gledam kakšne posnetke, ta prvo ti pride v organizem, ki te strese, ali pa tisti krč, da bi res nekoga udaril, ki izvaja neko nasilje nad nemočnim, bodi si je to žival, otrok, ženska, moški, kdorkoli. Ampak pol v drugem trenutku si rečem, pa čakaj, spuščaš se na isti nivo primitivnih reakcij. Včasih seveda z nekom ne moreš drugače, kar reče, uporabljaš ista sredstva, torej udarec za udarec, zob za zob. Ja, včasih rečejo, če ne pozna drugega jezika. Ja, seveda, to je ta govorica telesa. Tudi to je govorica telesa, da komu kdaj... Pa ne spodbujeva k temu, da naj jo ne bo kdo narobe razumel. Ne, ampak jaz vem, zdaj ta permisivna vzgoja, kot otroku ne smeš niti glasu povzdigniti več. Se vidimo, kam to pelje, zdaj si je treba izmišljati izraze bullying, uboščki. Ja ne, to je del življenja, realnosti, zbudite se iz te vate, v katero vas starši zavijajo. Nas so učitelji zlasali, dobo si jih po nosu, dobesedno klečati smo mogli iti, nadrli so nas in potem si jih še doma fasal, zato ker so starši ponavadi z učitelji držali, kar je edino pravilno, ker učitelji te imajo skoraj pol dneva
in te sovzgajajo. Zdaj pa ne, naš pa ne, naš pa nič ni kriv. Mama mi v življenju ni rekla, naš ni nič kriv, ampak me je že, sem jih že vnaprej dobil, za vsak slučaj, da torej na kredit, Da ne bi kaj ponovil. Da ne bi kaj ponovil. Ne? In tako nerada se je pohvalila z mojim učnim uspehom, ker nikoli ni vedela, kdaj bo pa pol kak šus prišel od zadja. Pa se ti zdi, da bi zdaj še vedno mogel biti tak sistem? Da ni bilo to pa vse en mogoče malo prehudo? Ne, ni bilo prehudo. Ne, ker poglej, kako se koljejo. Človek se kolje, odkar obstaja, za prevlado. Zaradi tega, ker jezika srca še vedno ne znamo vsi uporabljati in ga ne razumemo. Ne? Jaz mislim, da bi mogla biti vzgoja bolj stroga. Ne govorim, da je treba zdaj pretepati otroke, bog ne dej. Ampak tu pa tam, kde je kakšna vzgojna, pa ne škodi, no, nam ni. Ker tako kot kužka moraš malo ven iz tiste osredotočenosti, ga moraš malo spomniti, pa ga malo se dotakniti. A ne, kuku, ne to. Ne kot, ne vem, kako rečejo, biku nova vrata, da se zaletavaš, ali pa z glavo skozi zita. In tudi kdaj včasih kakšna vzgojna ne bi komu škodovala. Ne. Ko te poslušam, je tako zanimivo, kako v bistvu po eni strani v tebi lahko vidimo to nežnost, sočutnost, toplino, po drugi strani pa se zna v tebi oglasiti tudi tak ta prav borec oziroma, evo, če hočemo nekdo, ki zagovarja, da je pa vseeno treba biti bolj strog in tako se pravi. Ja, strogost. No, strogost, tako, to. Ja. Ki je lahko z besedo. Tako, in mi je v bistvu, a veš, kaj hočem povedati? Ja, Zdi se mi, razumem. tako malo imaš te, kako si že enkrat rekel, malo svetle pa malo temne plati. Ja, Yin-yang si mala, ne? In znotraj te svetle in temne je cela maurica. Ja. In to smo ljudje. Ljudje imamo levo in desno roko. Non-stop nas hočejo politično opredeljevati. Non-stop od nas zahtevajo, da se postavljamo na en breg. Jaz vedno rečem, jaz imam obe roki, levo in desno. In mene politiki ne bodo prepričali v to, da se postavljam na stran. Ne, jaz se postavljam samo na stran človeštva, osnovnih človekovih pravic, vrednot, ki ne razdeljujejo, ampak povezujejo. In seveda, moraš znati, sem poliglot, znam več jezikov, ob tem tudi jezik srca in jezik telesa, ker se je treba sporazumevati. Zato imamo to možnost. Ne? To je eno največjih orožij, jezik. Ne? Ker najprej začnemo z komunikacijo, z verbalno komunikacijo. In ko tam ne zaleže, potem zapojejo topovi. Žal. Glede na to, da si medijsko prepoznavan ali pa da si v tem medijskem svetu, koliko lahko rečem, več kot 20 let, se ne bom zlagala, ne? Si imel kdaj poln kufer? Non-stop. Seveda imaš, zaradi tega, ko si misliš, čakaj, zakaj jaz na svojem delovnem mestu moram biti skozi ljudem na očeh, in zakaj ljudje si interpretirajo in dojemajo to moje delovno mesto kot nekaj več, kot nekaj bolj pomembno, daj nam kaj zapoj. Ampak ni mogoče tako po eni strani mal paradoks? Ko so bile sestre, primer, takrat prepričana sem, da vsi trije ste takrat mal hrepeneli, po seveda prepoznavnosti, po ogledih, po spodbudi, konec koncev prijavili ste se in željo, da greste na Eurosong in vsa ta prepoznavnost seveda pa še zraven. In potem je ta prepoznavnost se zgodila čez noč, zelo hitro. Se pravi, po eni strani vsi mi, ki to delamo, smo vsaj nekoč malo k temu strmeli, potem pa v eni fazi se pa zgodi ta preklop, da se pa začnemo o takšnih stvarih spraševati. Super, da si to temo odprla, zaradi tega, ker to je v vseh ljudeh. Ampak osnovna ideja ni v prepoznavnosti, ampak v petju, v nastopanju. Osnovna ideja
gospe, ki ima rada urejen vrt, ni v tem, da bojo sosedje rekli, ali pa soseda prišla po nasvet, ali pa da jim eno sadiko, ampak v tem, da bo ona imela lep vrt, ki ima rada te rože, da bo vzgojila lepo solato, da bojo jedli domače, a ne. No, tu pa tam je tudi kakšna zaradi sosedov, ne? Ja, posledica tega pa pride. Vse zavese ti kupiš zaradi tega, ker imaš ti rad te zavese, ampak posledično pa je lahko učinek lepih zaves tudi kakšen kompliment. Problem pa nastane, to kar tudi na splošno, na vsakem področju in medijski svet, oziroma show business, ta industrija ni izvzeta, je to, da vse preveč ljudi hoče imeti nove zavese zaradi tega, ker ima soseda nove zavese in zdaj tudi mi rabimo nove zavese, nov avto in novo fasado. In bomo se zapufali do konca življenja, samo da bomo imeli isto, kot ima sosed. In isto je tukaj. Jaz kot modni agent vprašam, zakaj bi pa rada bila? Ja, zato, ker pač, ne vem, da bom potovala. Ja, pol bo turistična agentka, vodička, ne vem, ne biti model. Moraš vedeti, zakaj. Seveda eno so naravne danosti, ne, te predispozicije, s katerimi se rodimo, talenti. In potem posledica nekega dobrega dela, ne vedno, včasih je tudi neke situacije, nekih okoliščin, ne, ker pozornost imajo tudi ljudje, ki ne delajo dobro glasbo, ne delajo dobrih filmov, ne delajo dobrih predstav, česarkoli, ne pišejo dobrih knjig, pa tudi prodajajo ogromno, zato ker so dobri marketingari, ker so dobri, po domače rečeno, nategovalci ljudi in izkoriščevalci človeške bede, ne, človeške stiske. Aha, kupite tole, pa boste imeli pot do sreče. Ne? Vsi bi pa zdaj radi zaužili eno tableto in bili vitki, brez gubic, s pobarvanimi lasmi. In pomemben je vzgib. Jaz nikoli nisem želel izstopati zato, da bi izstopal. Se pojaviti v medijih zato, da bi me ljudje občudovali. Ne, jaz sem si samo želel peti nastopati. To je meni osnovna ideja, želja, nek vzgib v meni. To je tista, kot ko si lačen, pa rabiš jesti, ne? To je ta nek prvinski nagon, ki ti da impulze, da ti to rabiš zadovoljiti v sebi. In jaz sem rabo zadovoljiti in sem bil zadovoljen, tudi ko sem v domači dnevni sobi nastopal in sem imel 10 ljudi. Ko so bili kakšni prazniki, pa rojstni dnevi. Naš bo pa zapel. Zdaj pa v tej masovni popularnosti, ko te širok spekter nekako spozna, je pa potem malo drugače. Ker vsak od tebe zahteva, da si ti, če si že v moji dnevni sobi skozi televizijo prišel, ti si zdaj del mojega življenja, jaz te poznam in vsi od mene pričakujejo, se spomniš takrat pa takrat? Ja, ne spomnim se, ker nimam pojma, ker sem milijon podobnih ljudi že spoznal in če se ne družimo, ne vem. Potem pa vidim, ko so srečanja osnovnošolskih prijateljstev in srednješolcev, ki se jih zelo rad udeležim, če sploh lahko. Srednje šole sem se lahko, osnovne zdaj se nisem mogel in mi je bilo zelo hudo. Ampak potem smo predstavitev knjige v Radlah in je bilo krasno, so prišli kar nekaj njih. In rečejo, Mihelič, ti si pa isti, ko si bil. Hočeš reči isti kreten, ko sem bil, a ne, kar povej. Ja, isti, nič se nisi spremenil. Ja, kaj se bom pa spremenil? To je moja služba. Jaz moram isto iti na sekret zjutraj, jaz moram isto hladilnik napolniti, jaz moram isto položnice plačati, vse isto, a ne. Sam pač moja služba zahteva, da sem pogosto na očeh javnosti. To pa ne pomeni, da zdaj kamorkoli pridem, da bom jaz zdaj kar zapel pa nastopal, ne. Ti tudi, ko prideš, ne vem, nekam, ne vem, na tržnico po sadje in zelenjavo, ne začneš kar voditi tam na stojnici, ne. In isto jaz potem vprašam, s čim se pa ukvarjaš? Pa pravi, ja ne vem, kaj sem, zdaj bom blekno, ne vem, prodajalka sem, ne. Seko, no pa mi pa zdaj ti tudi nekaj prodaj. Mi ne boš, zaradi tega, ker pač delaš 8 ur, moj delovnik pa ni 8 ur, ampak je včasih tudi 24 ur na dan. Včasih po 2 dni skupaj ne spiš, sploh s to knjigo sem si
čist telo uničil. Ne. Sem bil 2 meseca pa pol skoraj prikovan na posteljo, ne. Ker nisem mogel nič drugega, tudi ležati sicer ne, ampak je bilo res nevzdržno. Potem pač na posteljo, to zdaj rečem v nekem frazonu kot prispodoba temu, da če sem hotel pa iti ven, sem se mogel pa nafilati s protibolečinskimi sredstvi. Ne. Zaradi tega, ker se mi dejansko medenica se ti pomakne naprej. Od sedenja? Ja, od drže. Aha. Zaradi tega, ker ko sediš in pišeš, smo tle sključeni. Ne? In potem so ene take lahke vaje, ker če bi to človek vedel, bi jih delal non-stop. Ampak najprej na vse možne preiskave, ker so zagotovo ledvice, ker tle tako trga in boli, da boš crknil. In potem je tudi Peter Prevc svetoval, da naj obiščem kakega osteopata in tam potem vse prijateljske vezi. Veš, zakaj se smejim? Ja, zato, ker že 2 leti zdravim svoj križ in tako naprej. Zato se ti zdaj smejim, ker praviš na vse možne preiskave. Sem se mogoče malo našla v tem noter. Pa kitajska medicina, torej alternativa, pa indic, pa ni da ni, ker človek bi se z iztrebki namazal, če bi pomagalo. Sam da neha bolet. Sam da neha bolet, ker boli pa mislim, zapopeniti. Ja. In pol teh 5 minut vaj na dan, 10, in je rekel Uroš, moj osteopat prav, v enem tednu boš že videl spremembo, sem si mislil, pa tole pa mi res ne more pomagati. No, pa mi po enem tednu začelo pomagati. Odlično. Bova pol še kakšno o teh vajah rekla izven. Veš kaj, moram te še vprašati, prej si rekel, da si kdaj pa kdaj tudi doma kaj zapel, ne? Pa si rekel, naš bo pa zapel, tako so verjetno doma rekli. Ja. Ne vem, če sem kdaj, ne vem tudi, a sva se midva kdaj o tem sploh pogovarjala ali ne, pa bi me vseeno res zanimalo, kako so domači tvoji spremljali to tvojo pot konc koncev iz nekega dečka v nekoga, ki je že v domači dnevni sobi želel nastopati. Kot mama, recimo, me zanima, si imel občutek, da si bil doma konstantno podprt, oziroma da te je mama mogoče celo spodbujala v smislu, pojdi v to smer, če tako čutiš, ali ne, ker so vendarle bili drugi časi. Tako, in pogoji. In pogoji, tako. Jaz prihajam iz delavskega razreda, mam je šivilja, oče je ključavničar, tako da oni so odraščali v bistveno drugačnih pogojih. In moja mami si je rekla, da njeni otroci ne bojo lačni. In zato sem mi neizmerno hvaležen, to je največji dosežek. Ne? Absolutno so me podprli, zelo so me spodbujali. Pač nekako pomembno mi je bilo, da sem dober v šoli, da se dobro učim, da so rezultati zaradi znanja, zaradi prihodnosti, ker ona dva nista imela tega, ne, teh možnosti. Ne vem, en par čevljev, 5 otrok, vsak dan je šel v šolo. Ne, to si mi sploh ne znamo predstavljati, pa je to samo, kaj svojim 50 let nazaj. No in je bilo pa na nek način, kako bi človek rekel to, ta love and hate relacija, torej ta yin-yang, svetlo-temno. Po eni strani spodbujati, po drugi strani zelo stroga vzgoja. Veliko se je vzgajalo na napakah, ne na tem, kar narediš prav. Ne. To tudi sicer sistem je tako naravnan. Ne. Vem, da me je prva učiteljica kitare, ki je v meni ubila željo po kitari. Skozi tepla po prstih, prstni red. In pol sem jaz zasovražil, ne. Potem je pa prišla moja Polona Blaznik, ki jo obožujem, ki sem ji to hvaležen, ki je prinesla to milino, to ljubezen, to strpnost. Že z glasom, že s pojavo, ker je bila res sonce na obrazu. Ne samo, da je bila lepotica, ne, ampak to sonce, za razliko od tistega mrkega, temnega pogleda moje prve učiteljice, ki je bila taka stroga, taka res, ne spomnim se je rad. Nimam rad teh spominov. Pa ona zdaj, če bo to poslušala, upam, da se bo zavedla, koliko
slabega je naredila. Ne? Isto je za ostale učitelje, ki učijo na napakah in predvsem ne samo na napakah. Daj ti najprej pohval, pa gremo na napake. Daj vzbudi neko strast pa to željo in voljo s tem, da najprej najdeš stvari, ki ti dobro grejo in potem pri nekomu, ki mu dobro grejo in potem gradimo na tem, kar ni najboljš, kar bomo izboljšali. Ne? Tako da tega je bilo dost pri meni na splošno vzgoji, veliko kazni, ampak skozi pa ta podpora, ljubezen, ko so videli, da me vse stvari zanimajo. Ne? Jaz sem bil edin fant pri plesnem, pri štrikanju, pri dramskem krožku. Marsikje sem bil kot edin, ampak hkrati sem pa tudi šel na fuzbal, pa na odbojko, pa zelo rad sem tekel. To je bila moja strast. Ne? In so bili tudi rezultati. Rad sem šah igral. Moja mama je bila strastna gasilka, to me je zanimalo. V bistvu je bilo kar vse posod veliko. Vse posod me je bilo polno, res, kjer smo se igrali. Ne? Ampak hkrati pa moja mama je zelo taka avtoritativna in stroga, zato ker sem jaz tako rekla. Ne? Obenem sem pa z svojo trmo in vztrajnostjo vse dosegel. Recimo tudi to, da sem toliko časa jokal, dokler mi ni zašila krilo, kiklico. Aha. In s to kiklico sem pol ven pred blok pobegnil in ko smo se igrali družine, se ve, kdo je bil mamica. Ne? Sem se tudi zlasal za vlogo mamice. Za to, da je naša bila mamica. Ne? In pol je bil red prebajt. Ampak evo, super primer si dal, torej si jokal toliko časa, dokler jo nisi dobil to kiklico. Ja. Ok, mama je popustila, ker je rekel, da ne moramo ga več poslušati. Res je. A si imel kdaj občutek ali pa a je kdaj izrekla, se ga bo minilo? Upala je, da so to faze. Obenem je pa tudi ona strašna borka in vedno se je zavzemala za šibkejše, vedno je bila glas razuma. V kolektivu so vedno rekli, Lili bo povedala, Lilijana je moja mami, Lili bo povedala, ona nas bo zastopala. Ne? Zaradi tega, ker se je zavzemala za pravičnost. Kaj pa oče je pa takrat? Oče je pa bolj introvertiran, kar je super, da imamo to ravnovesje. Pri nas je mami tista nastopaška, oče je pa bolj zadržan, ampak je pa tudi timski človek. Ima rad sicer izbrane ekipe, a ne? Vendarle je zelo pomemben člen, ne samo moje družine, ampak mene. Ne? On je v meni vzbudil pa to preudarnost, da se ne rabiš zaleteti, ampak če si pa kaj zaželiš, si pa prvošči. In tak je on. On ne govori na veliko, on gre pa kupi. On mene ni spraševal. On je poslušal, on je videl, kaj si želim, pa šel pa je kupil. Pa je točno to kupil, kar sem si želel. Ne? Pa mi je šel, vedel je, da obožujem palačinke, pa ker sem bil nemiren ali pa otroci, bolehamo veliko. In on je šel enih po noč, pa mi je palačinke spekel. Ne? Z mojo najljubšo domačo slivovo marmelado. Torej, definitivno čudoviti spomini na otroštvo. Ja, jaz imam res lepe spomine. Obenem bi pa lahko napisal knjigo o bolečini, o trpljenju, o bulingu. Ampak čemu dajati težo vsemu temu, kar nas izoblikuje? Se tebe težke izkušnje izoblikujejo. Udobje ti da potuho. Je pa res, da je morda, tukaj bomo zdaj gledala kot mama otroku, ki je v zdajšnjem času v šoli, a ne? Da pa vseeno morda je samo razlika nekoč in danes v tem, da se mi zdi, da si danes otroci res veliko več dovolijo, se pravi ta bullying, če ga zdaj spet tako poimenujeva. Jaz se spomnim svojih osnovnošolskih, srednjih šolskih dni, si se skregal, fantje so se stepali, punce smo bile malo nesramne, kakorkoli, pa smo bile čez 2 dni že v redu. Danes je pa tega res, bom rekla, res so morda malo teže, večje stvari, kot so se takrat dogajale. Jaz se ne spomnim, da bi v naših časih res bilo toliko že nasilja, pa hkrati teh izsiljevanj. Pri nas je bilo ogromno. A je bilo? Ogromno je bilo tega, non-stop. Pa je kdo mogel denar dajati, pa je kdo mogel. Seveda, ogromno je bilo tega. Ogromno je bilo nasilja. Nasilje je, odkar je človek. Zdaj pa, ko praviš, veliko si dovolil. Veliko jim dovolimo.
To je pa tisto, kar si prej govoril, če bi bila bolj takšna vzgoja. Seveda. In potem si rečemo, če je pa sosedov tak, zakaj pa ne bi bil tudi naš? Ja, pa imamo anarhijo, a ne? Prej si nekje vmes govoril o tem, a ne, da si imel vedno željo potem, da bi posvojil kakšnega afriškega Ja, to so otroka. bile najstniške Je pol to te kasneje želje. ta želja vseeno izvenela? O posvajanju Mislim, pol, ko je zagotovo. Madonna. Ja, Madonna je Ker vse je Madonna pobrala. vse. Madonna mi je, vidiš, iluzije uničila. Ne, si pa potem dejansko upustil, mislim, da je ta želja Mislim, sploh želja imela. po posvojitvi zagotovo, ne pa želja po delu z našimi novimi generacijami, a ne? Ker jih zelo razumem. Kot modni agent se ukvarjam z najstniki in vidim, koliko so razvajeni, koliko so razvajeni ljudje, o moj bog, koliko je mladina razvajena, dejansko vzgajena z zlato žlico. A ne? In, Sploh ta modni svet verjetno še ne, toliko bolj? ne. To je en predsodek, vse imamo vsi predsodke, tako kot predsodek o Gorencih, ki sem ga prej si imel sposodil na začetku. A ne? Ne, nič se ne izvzema, nič ni bolj ali manj. Tudi verjetno posplošujem. Imam seveda, več tistih, ki razumejo, ki dojamejo, ko mu daš kak napotek, a ne kot tistih, ki zamahnejo z roko, pa si mislijo, bože. In v tem modnem svetu dejansko kot modni agent upoštevaš to, kar si prej govoril. Najprej pohvalimo, potem pa povemo. Absolutno. Tudi sicer, ker ponavadi manekenke, zlasti bova pri puncah, a ne? Ti si visok in vitek. Tako izstopaš, tako si zaznamovan. Ker vitkost je nek statusni simbol in vsak, ki ima kako kilo preveč, bo s prstom na te kazal, nič ne ješ. Ti otroci, ti najstniki se počutijo, da je z njimi nekaj narobe in jim govorijo, da so suhi. Ne? Jaz sovražim to besedo, zato ker sem celo življenje poslušal, da sem suh, pojej kaj je s tabo narobe. Suho je listje, medtem ko pa nekomu, ki pa ima več kil, pa ne smeš reči, da je debel, čeprav ko slovar slovenskega knjižnega jezika pogledaš, ti bo razložilo, kaj pomeni debel. Ne? Pa reče, da je močan. Ne, pa jaz vedno rečem, močan je tisti, ki dvigne 200 kil, ne ki tehta 200 kil. To je velika razlika. In nič ni narobe, če uporabljamo besede za to, da nekaj opišemo. Ne rabimo pa zmerjati, ne rabimo pa etikete lepiti. Zlasti ne na te mlade ljudi, ki so občutljivi. In nikoli ne bojo visoki, vitki punci rekli, lepotica, gazela, ampak bojo rekli žirafa, kandelaber. Mislim, grde izrazi se žirafa. Je lepa, elegantna, ko hodja. Ne, tiste, zdaj konec koncev vse ženske hočejo imeti trpalnice kot kamele in žirafe. Ne? In skozi iščemo, kje bi lahko koga dol potlačila. Ne? In jaz te mlade vzdignem v nebo in jim rečem, super ta razmak med zobmi, debes, super pegice, odlično malo, ne vem, grški nos, lepa štrleča ušesa, to je to. Pa me tako čudno gledajo, pa prav, ne, jaz si pa glih hočem vse to popraviti. Seveda, če si ne bi mi bilo čudno. Bi si rekel, wow, to pa so samozavestni in nekako pokončni mladi ljudje. Ne? Vsi smo si non-stop hoteli kaj popraviti, vsi smo si non-stop s prstom na druge kazali, špeglar, nekdo, ki me očala. Ne? Si kdaj kaj popravil? Ja. Najprej iz funkcionalnega razloga in hkrati istočasno iz estetskega. Ne? Doktor Glumičič se mi je lepo podpisal na moj obraz s temle nosom, ki sploh niti lastna mati ni opazila, da sem si ga operiral. Medtem pa recimo bi si pa lažje dal popraviti te zob, ker imam tak vampirski zob. Ja? In na vseh fotografijah izgleda, kot da mi manjka kak zob, ne? Ko senca pade in odzadaj izgleda tema, kot da bi bila luknja, v bistvu jih imam pa dovolj, sam pač so se tako razporedila.
ampak če si do zdaj nisem, ne vem, ali si sploh še bom. Tako da ta nečimrnost vendarle ni tako zelo, zelo, zelo moteča pri meni. Ne. Vsi seveda stremimo k temu, da bi v ogledalo ozrli čim bolj zadovoljivo podobo. Ne mislim se pa s tem obremenjevati. Res se ne mislim s tem obremenjevati. Jaz si frizuro naredim zato, da mi lasje skozi ne padajo dol, pa da si jih skozi pol popravljam, ker me to malo nervira. Ne, ne zaradi tega, da bi boljš izpadla frizura, ker če bi bilo po moje, bi bili vsi lahko v trenirkah pred kamerami in bi nam bilo figomar za to, kaj si kdo o nas misli, ker pričakovanja ti drugi ustvarjajo in sami si jih pri sebi tudi. Ne. Tako da dajmo biti bolj osredotočeni na vsebino, ne pa toliko na samo embalažo. In lepšega zaključka ne bi mogla narediti. Tomaž, še enkrat hvala, ker si prišel. Srečno pot ti želim. Hvala. Uživaj v Afriki. Ko mi čakam, bi pa samo še to izkoristil, da bi vse ljudi pozval, če jim je mar do te knjige, ker vendarle sem pri založbi Petka, ki je butična založba in preko spleta na založbi Petka se knjiga lahko dobi. Nimam jo po drugih knjigarnah velikih, ravno zaradi tega, ker te knjigarne vzamejo ogromno denarja in niso imele posluha za to, da bi ta denar, ki ga bi oni imeli za ne vem kaj, pravijo za obratovanje njihovih podjetij, dali za ljudi, ki to krvavo potrebujejo. Tako da hvala lepa za priložnost in čim manj stresen in nekako nevrotičen december. Ne smemo pozabiti, da so prazniki pred vrati in da je knjiga vedno lahko zelo lepo darilo. Hvala lepa.